Zanima me, ali ste se kdaj ukvarjali s hujšanjem. Jaz sem se. Sam sem bil prvih 15 let kar bolj močen, pač bolj okrogle postave. Torej nekje od 11. do 15. leta pa sem potem skozi razmišljal, kaj lahko naredim, da shujšam. In seveda kot otrok oziroma najstnik sem nekako poskušal manj jesti pa paziti na hrano, ampak nič kaj ni dosti pomagalo to. Dokler ni bil potem prehod iz osnovne v srednjo šolo. In takrat sem tudi v bistvu prvič doživel šok, da se športna vzgoja ocenjuje z ocenami od 1 do 5. In to mi je bilo tako, no res, kaj se hecate, ne? Ker do takrat sem pač bil navajen na U pa ZU pa MU, ali kaj so že bile te ocene v osnovni šoli. No in potem je bilo to kar eno burno obdobje, sploh prvih 5 mesecev se mi zdi. Skozi sem imel težave z profesorjem za športno vzgojo, ampak motilo me pa v bistvu samo to, da je skozi vrgel tole žogo in potem naj igramo nogomet ali pa košarko, odbojko. Ampak meni do teh športov nekako nikoli ni bilo, ker mi je bilo vedno to tako dolgočasno, nikoli ni bilo nekaj to zame. Vedno sem raje imel glasbo, če že, ampak nikoli pa mi ni dišal šport z žogo. Ampak pač okej, te špilaš isto pač nekaj na silo. Ampak nisem ravno blestev, pa tudi dostikrat sem pozabil športno opremo doma. In potem mi je profesor dejal, da bom imel zelo težave s športno vzgojo, ne, z ocenami, da lahko celo, da bom negativno ocenjen. Kar me pa je malo v bistvu streznilo. In pač ta realizacija, da bom slabo ocenjen zaradi športne vzgoje in mi bo kvarilo povprečje, mi v bistvu res ni dala miru in pač me tudi res kar spravilo k sebi. Seveda sem se za svoje trmasto obnašanje do profesorja opravičil. Potem so sklenila kompromis. Je rekel, kaj bi ti rad počel? Sem rekel, da meni nobenega športa z žogo pač ni za špilat, ker mi je dolgočasno, me niti ne veseli in niti ne bom blestev. Pa sva se potem nekako zmenila, da bom pač začel tekati. In sem mislil, okej, pač lahko probam, ne, ni mi bilo nobenega problema v samem štartu, pač je bilo pa nekaj drugega, nekaj novega in neka nova možnost. Pa mi je dal štoparco in rekel, no, če zdržiš 5 minut, brez prekinitve, sva na dobri poti. Seveda je bilo to zelo naporno, ampak sem iz trme tudi zdržal. Potem naslednjič je že bilo 10 minut, zdržal sem nekje 8 minut ali nekaj takega, nekaj vmesnega. In na koncu sem tudi tekel več kot 60 minut skupaj brez prekinitve, lepo z glasbo v ušesih in to je bilo to. In tako je potem izgledala moja športna vzgoja v srednji šoli. To sem pa zdaj v bistvu omenil samo z tega razloga, ker mi je to v bistvu pomagalo izgubiti odvečne kilograme. Tako da v bistvu nekako kombinacija potem gibanja, prehrane in pa potem seveda rasti mi je zelo pomagala in pa potem tudi malo povečala samozavest. Se zgodi in pa seveda pride kak dan, ko se pogledam v ogledalo in si mislim, pa še vedno sem tisti mali, debeli Gregor. Ampak občutek potem, ko nekaj pomerjam ali pa ko se res dobro pogledam, pa si rečem, ne, nisi več, super ti je uspelo, da samega sebe malo povzdignem, mi pa pomaga in potem se boljše počutim tudi v svojem telesu. Vsekakor pa me skozi vsa leta spremlja zavest, da lahko je izgubiti kilograme, ampak še lažje pa jih je pridobiti nazaj. In ker se tega nekako bojim, zato pač telovadim, koliko se le da, koliko imam volje, poskušam, da je čim večkrat na teden. Tudi YouTube ima v bistvu kar veliko vaj, ki so kar praktične in uporabne za telovadbo doma. Tako da priporočam, da kaj prečekirate in mogoče najdete kaj tudi zase. Če vam je bil video všeč, vas prosim za thumbs up. Lep dan vam želim. Nasvidenje!